In tako je iz 3 resnic nastala ena sama laž. Laž stranke SDS. V studiu zdaj pozdravljam Janeza Janšo, dober večer. Dober večer. Zakaj ste torej lagali? No, če ne bi na lastni oči videl to, kako ste vi lagali v teh napovedih, potem ne bi verjel, da je to možno. V teh napovedih ste prebrali več laži, kot pa je bilo stavb. Slovenska demokratska stranka ni ponarejala nobenih dokumentov in dokumenti, ki so pristni, deloma ste jih tudi sami objavili, dokazujejo, da je predsednik republike lansko leto, ko je dejal, da je bil o velikoškem atentatu obveščen samo iz medijev, lagal in bi se moral on opravičiti slovenski javnosti. Dobro. Razkrivamo nov dokument, ki nekdanjega predsednika države in kandidata Slovenije za generalnega sekretarja OZN Danila Türka povezuje z visoko rangiranim uslužbencem nekdanje SDV Markom Zoretom. Ko smo predstavili dokumente, da ga je nekdanja služba državne varnosti vabila k sodelovanju, je Türk vse zanikal. Na dokumente tajne politične policije UDBE je takrat svoje mnenje lastnoročno napisal tudi načelnik drugega oddelka slovenske UDBE Zore, da naj se operativci o pogovoru s Türkom sklicujejo nanj. Zato je bilo moč sklepati, da se osebno poznata. A je Türk takrat tudi to zanikal in rekel, da ga pozna le bežno in da se o tem z njim ni nikoli pogovarjal. Da to ne drži, zdaj razkrivajo dokumenti, ki smo jih pridobili v uredništvo. Danilo Türk je namreč Marku Zoretu natančno poročal, o čem se je pogovarjal z direktorjem ameriškega centra v Ljubljani in to še preden naj bi ga UDBA vabila v svoje vrste. Tovariš Marko Zore, po naročilu predsednika Komisije za manjšinska in izseljenska vprašanja dr. Danila Türka, vam pošiljamo zabeležko o razgovoru z direktorjem ameriškega centra v Ljubljani, Bruceom McGovanom. To je uvod v dokument iz leta 1982, ki ga je napisal Danilo Türk in poslal visoko rangiranemu članu UDBE, ki je bil zadolžen za tako imenovano sončnico Marku Zoretu. Zapisal je še, da so ga zanimale organizacijske podrobnosti obiska, potovanje, hoteli, organizacije sestankov in morebitne pomanjkljivosti pri tem, ter podrobno razložil vsebino pogovorov. Zaključil pa, da glede na vljudnostni karakter obiska ter na neformalen in neobvezujoč pogovor ne obstaja nobena obveznost nadaljevati razgovarjanje o tem. Dokument je bil napisan 8. novembra 1982, kar je 2 leti prej, kot je UDBA o Türku začela zbirati podatke in tako imenovano vrbovanje oziroma novačenje Türka, da postane uradni obveščevalec UDBE. Spomnimo, ko smo razkrili dokumente, ki dokazujejo začetek UDBinega vrbovanja za Türka, je Türk zapisal: Marka Zoreta sem poznal le bežno in se z njim o tem nisem pogovarjal. Türka smo tudi tokrat povabili v oddajo in ga glede na nove dokumente prosili za dodatna pojasnila. Sprva je prosil, naj mu pokažemo dokument, ko smo mu ga poslali po elektronski pošti in prosili, da pojasni, zakaj trdi, da je Zoreta poznal le bežno, če mu je zelo podrobno poročal, je sodelovanje v oddaji zavrnil z besedami: Bivši predsednik republike, dr. Danilo Türk, se vam zahvaljuje za poslano beležko in meni, da v njej ni nič takega, zaradi česar bi bilo treba kakorkoli dopolnjevati katero od njegovih prejšnjih izjav. Vse namreč držijo. Čemur pa glede na Türkovo podrobno poročanje v nocoj razkritem dokumentu, pa tudi lastnoročnemu pripisu Zoreta v prej razkritih dokumentih, kjer Türka UDBI toplo priporoča, le stežka verjamemo.